in dobrodošli, spoštovani in spoštovane vsi, ki ste se danes zbrali na predstavitvi krasne monografije Nekaj v megli nad reko Alojzije Zupan Sosič, vaše predavateljice in spoštovane sodelavke, kolegice. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Literarna postaja je danes tukaj in v sklopu založbe Litera je danes ta predstavitev knjige premierna in je prvič. Draga Alojzija, v sodelovanju sva rekli, da se bomo tikali v tudi tem pogovoru danes tukaj. Najprej me zanima sama beseda interpretacija in kako interpretiramo naše življenje danes. Zdi se mi, da tvoja monografija ne govori samo o literaturi, samo o literarni interpretaciji, ampak je v bistvu tudi neki napotek za boljše branje in boljše življenje. Ja, jaz sem si tu zamislila predvsem, ko sem sestavljala monografijo, sem seveda črpala iz tega, kar sem že prej naredila. Sem že prej razmišljala, da bi bilo potrebno izdati eno monografijo o literarni interpretaciji, ampak potem sem pa, ker jaz tako predavam, da je literarna interpretacija skoraj sinonimna z branjem. Ni to isto, zaradi tega, ker lahko branje po drugih tirnicah, literarno interpretacijo po drugih tirnicah pripeljemo do podobnega cilja, ampak potem ta širša označitev je pa, da ima ta podobne stopne, podobne člene in tako naprej, zato je nekako obravnava kot sorodna pojma. In takrat se mi je tudi utrnila misel, da bi bilo pa potrebno res malo več pisati o branju še. Čeprav sta ta dva povezana, kot so rekla procesa, zaradi tega, ker se mi zdi, da če se obnašamo vse posod ekološko in je prav, da se, čeprav je ekologija tudi del mode, to vsi bomo priznali. Se pravi, se borimo za ogrožene živalske vrste, za ogrožene rastlinske vrste, nihče se pa ne bori za eno ogroženo človeško vrsto, ki se reče literarni bralec. In tega se sploh kar tako malo po drugih kanalih se to govori v smislu, jamr, nihče ne bere. Ni res, znanstveniki so dokazali, da beremo veliko več kot pred 10 leti ali 15 leti. Ampak beremo drugače, beremo po drugih kanalih in je potrebno povedati, katere so vrste branja in ne kar nasplošno kazati s prstom na nekoga oziroma se zgražati. In zaradi tega sem nekako poskušala razdeliti branje na več vrst in pokazati, katero je tisto branje, ki izumira. V bistvu nam izumira pred očmi, nam umira literarni bralec. In če so se v Ameriki zganili, recimo Catherine Hale, ki je glavna predstavnica raziskovanja interpretacije, je poprosila nas, vse, ki se ukvarjamo s književnostjo, prav tako očitno in na glas, dajte prosim, dajte vstati iz svojih sedežev, dajte nekaj narediti. Aktivistično, ekološko. In zato sem jaz tudi to svojo knjigo nekako tako razumela tudi malo aktivistično, v smislu, ni še prepozno, dajmo se začeti malo spraševati, katera branja so in kaj je literarno branje in kaj je literarni bralec. In zaradi tega ne prenehoma prepletam interpretacijo in pa bralca, ker če bo ugasnilo literarno branje, bo ugasnila tudi literarna interpretacija. Literarna interpretacija je pa bistvena za naš šolski sistem. In potem, seveda, ampak gremo zdaj, kaj je sistemsko. Sistemsko je že v srednji osnovni šoli in tudi potem na fakultetah. Literarni bralec se pač tam socializira, potem pa dela sam naprej. Ampak če ga mi izgubimo, če izgubimo branje, bomo izgubili tudi to vrstno interpretacijo. To se mi zdi zelo škoda za današnji svet. Poglobljeno branje je eno od srednjih vrst branj, ki ga poudarjaš, ga spodbujaš in s tem seveda tudi posledično potem literarnega bralca, pri čem na kaj vse moramo biti pozorni kot pozorni bralci, torej da tega razpršenega branja je čim manj, če tudi je, vsako plagi vseh teh informacij, ki pridobivamo iz okolja, iz vseh medijev, kaj v bistvu upoštevati pri pozornem branju? Ja, jaz bi rada tudi en predsodek pravzaprav razbila s to knjigo, ko rečemo, vsi znamo govoriti, vsi znamo brati. Res je, ampak za
izpopolnjevanje govorniških spretnosti, imamo številne govorniške tečaje, imamo retorike, ki so se razvijale že od ne vem kdaj. Ne? Ampak za izpopolnjevanje branja imamo pa sicer bralne klube, kar je super, nimamo pa nekih znanstvenih inštrumentov, s katerimi bi lahko prijeli in bi rekli, glejte, branje se deli takole, dajmo pospeševati to branje, tistega pa ni treba, ker je kako se samo sebe razvija. Zato sem jaz branje delila na več vrst, recimo, bom se vsega tu spredavala, ker to ni predavanje, ampak recimo, zelo pomembno za nas, ki smo literarni bralci, je, da upoštevamo branje glede na glasnost, glede na javnost. Recimo, branje se deli na tiho in glasno branje. Če ne upoštevamo, ko se ukvarjamo s književnostjo tudi glasnega branja, potem ne moramo priti do bralcev. Če jaz pridem pred študente in rečem, sami si preberite tale odlome, potem pa čez 3 minutke bomo pa malce pogovorili. Ne, jaz moram pristopiti k temu besedilu tako, da ga doma preberem, da ga naštudiram, da ga lepo preberem in da ga preberem z neko ljubeznijo, kar afektivna hermenevtika zagovarja. In končno je prišla v znanost afektivna hermenevtika. Se pravi, tako kot je Nietzsche rekel že na začetku 20. stoletja, mi moramo znanost in umetnost podajati s strastjo. Ne takole, jaz sem imam srečo, da sem na tem položaju profesora, ampak nič ne berem, jaz sem frajer, nič ne berem in tudi nič ne bom promoviral. Ne, to, kar sem prebrala, jaz kot profesorica moram hoditi tudi na literarne dogodke, se moram udeleževati, recimo vseh ostalih umetnostih in to nekako tudi povedati z eno zagnavnostjo. Če tega ne bom naredila in tega potem tudi moji študenti najbolj naprej ne bodo delali, bomo tam, kjer ni v redu. Prav ta strast, pa sem mogoče ravno prehitela pri vprašanju. Nekoč sem brala prispevke o Lifu in spomnim se, bila sem tudi ti vprašana in si rekla, da ko je festival Lif, te mora družina pustiti na miru in moraš obiskovati filme. In to se mi je zdelo fino in tudi v intervjuju s Tino Kozin v literaturi je začutiti vso to strast, ki jo pa potem seveda s preciznostjo zgneteš v članke, v različne odgovore na vprašanjih, intervjujih. Kako v bistvu biti zdaj strasten znanstvenica? Ja, Rita Felski, ki je recimo najpomembnejša predstavnica afektivne hermenevtike in tudi tako malega postkritičnega pristopa, pravi, da moramo v znanosti, ker tudi to ni več samoumevno, da če imamo študente literature, da je že samo dovolj, da jaz pridem in začnem nekaj govoriti, ampak je potrebno malo spremeniti določene pristope. Recimo, kaj? Tako imenovano majestetični plural. Jaz sem že kot študentka dobila pike po koži, če sem prebrala. Ugotovili smo, v tem poglavju smo se znašli pred tem. Kdo ste se znašli? Jaz sem analizirala, jaz sem se znašla pred to zadrego. Zakaj je neka lažna skromnost? Jaz sem smem napisati, da sem jaz ugotovila nekaj. Seveda, kar je splošno znanega, se napiše, slovenska literarna veda je ugotovila, nemška se s tem ne strinja, tako naprej. Se pravi, afektivna hermenevtika zagovarja, da se končno malo osebni pristop uvede in da se ne gremo več samo detekcijskega pristopa. Recimo Jean-François Verneuil, ki pa se z afektivno hermeneutiko ukvarja v Franciji, meni, da ne smemo več besedilo samo zasliševati, kar je do pred kratkim delala literarna veda, ampak je potrebno, tako kot je pa včasih za filozofijo značilno, da je filozofija ljubezen do spoznanja. Se pravi, ljubezen do literature, ljubezen do umetnosti. Ker literatura ni samo literatura. Če ti si samo profesor književnosti in ne greš na noben kulturni dogodek, meni je to nepojmljivo. Kajti ti si se iztrgal iz nekega konteksta. Literatura je del umetnosti. Se pravi, da si 80% stvari zamudil. Podajaš samo svojo gradico, ne pa celo nivo, recimo, ki se je umetnost. Ampak to današnji svet v bistvu spodbuja, ta individualizem, ozkost, ta specializacija in omejenost. Zdi se mi zelo pomembno, že v sami teoriji pripovedi, ki je tudi temeljno delo, kar se tiče seveda predvsem proze in sedaj nekaj v megli nad reko,
prav v bistvu ti razvijaš te tabuje na področju predvsem literarne vede in tudi drugih pristopov znanosti na Slovenskem. Ja, glejte se, če pogledamo, kakšnega človeka si pa družba želi. Družba si želi nevrotičnega človeka, družba si želi človeka, ki ne ve, kaj je to svoboda, družba si želi človeka, ki nima lastnega mnenja. S tem človekom se lahko manipulira. Tak človek se bo pomiril, ko bo šel v recimo BTC, ker bo tam nakupil 3 pare čevljev, pa 4 pare ne vem česa, ampak jih sploh ne rabi, samo zato, da se bo pomiril, ker je nevrotičen. In takega človeka si družba želi. S takim človekom ima družba profit. Od nekoga, ki se reče, jaz sem ene čevlje in te bodo dovolj za 3 leta, dokler jih ne raztrgam, ali pa ne rabim teh krem, ker bom vzela eno, ki je bolj poceni, recimo, od tega družba nima nič. In je seveda pomembno, da smo individualni, da vemo, kje je meja med javnostjo in zasebnostjo. Ampak en kolektivizem pa vendarle spostavlja tudi literatura in branje. Se pravi, jaz sem samo Alojzija, pa tudi če imam lahko ne vem koliko izobrazbe, ne vem koliko izkušnje. In jaz, če se ne bom srečevala še z Amalijo, z Nives, z recimo Žervajem, ne vem kom, preko književnosti, bom imela vedno samo ozko perspektivo. Čeprav se trudim biti široka. In literatura je stik, in tudi umetnost nasplošno je stik z drugostjo, s tujostjo. In preko tega mi potem tudi krepimo empatijo, o čemer recimo po Martha Nussbaum, ena najpomembnejših filozofij oziroma filozofov 20. in 21. stoletja piše. Preko književnosti krepimo empatijo. Jaz mislim, da smo pozeli ravno v tem času, ko je pa svet krvavo potrebuje. Ja, se strinjam in ravno tukaj v svoji knjigi govoriš tudi o tem, ta osredotočenost, bom vzela kar predmet, recimo, ne samo recimo televizijo, ampak recimo majhen mobilček, ki v bistvu ponuja ogromno stvari, ampak nas priklene na sebe. In govoriš v enem odlomku, zakaj ne bi v tem času storili res kaj lepega, ali kaj spekli, ali kaj dobrega prebrali, se družili, šli spom na kavo, ali komu skuhali kavo, ali čaj. Seveda, prav ta okrožujoča vrsta in literarnega bralca in tudi kritičnega misleca, ali pa nekoga, ki ne mara tega sistema kapitalizma in neoliberalizma, je v bistvu tudi v knjigi predstavljena kritično, pa hkrati v bistvu nas napeljuješ na to mišljenje, pozornost, na to, da smo v stiku z umetnostjo. Seveda je tukaj, bom rekla, da leposlovje alfa in omega, tudi sama tudi poudarjaš, da je literatura seveda najbližje, je pa treba spremljati tudi vse ostalo. Kako torej zdaj v sami knjigi, ki spodbuja in branje in interpretacijo, spodbujati in nagovarjati bralca pravko, da ostane tak. Da to ni samo knjiga, ki jo bo prebral in potem rekel, vse to je res, ampak jaz sem vpeta v ta sistem. Ja, to je treba res delati sistematsko in pa poglobljeno. Torej, najprej ozaveščati v vrstah branja, se ukvarjati s tem, da recimo v šole se končno s tistim delom interpretacije ukvarjamo, ki je bila pred povsem zanemarjena, pa je zdaj recimo postkritični pristop, afektivna hermeneutika predlaga. Naprimer, v Franciji so že v šolske so uvedli že ta tako imenovani postkritični pristop. To pomeni, da se ukvarjajo več z doživljanjem. To ne pomeni, da bomo zdaj samo govorili, preberemo pesem pa rečemo, kako je za me ta pesem všeč, a tebi je tudi, ja. Ne. Ampak, da najprej, ko preberemo pesem, povemo, kaj smo začutili, kakšne asociacije nam je ta pesem prinesla in sicer pri prvem branju, to je zelo pomembno. Nekdo glasno prebere, lahko je to učiteljica, učitelj ali pa nekdo, ki je zelo vešč branja, da res lepo prebere in potem se najprej pogovorimo o tistih prvih vtisih, ki so zelo pomembni. Ne samo zato, ker so lahko čisto drugačni kot potem, ko pesem 3-krat preberemo, 4-krat, 10-krat preberemo. Ampak zaradi tega, ker je kognitivna znanost dokazala, da je potrebno imeti več
različnih plasti, da možgani potem sprejmejo. Ker brati literaturo je treba priznati v današnjem svetu, marsikomu je zelo težko. To se ne smemo sprenevedati. Ne? Brati leposlovno delo je za marsikoga zelo težko. Zakaj? Zaradi tega, ker ko se ti srečaš z neznanim, s tujim, možgani začnejo govoriti, jaz nočem kaosa, jaz se hočem znati, jaz hočem znano stvar, daj mi, kako bom razrešil ta simbol. Ne? Ampak vseh simbolov v literaturi ne moreš razrešiti. Zato James Fallon govori o težavi in o nerazrešljivosti. Se pravi, jaz preberem eno pesem, na začetku ne vem sploh, kdo govori v tej pesmi. Je to lirski subjekt ženski, moška, je to neko bitje. To je začetna težava. Potem trikrat preberem, ugotovim, da sploh ni važno, je to moški in ženska. Ampak na koncu še vedno ne vem točno, komu je bila ta pesem namenjena, ali pa recimo točno, v katerem času ta pesem, recimo, v kateremu času se je posvetila. Ne? To pomeni, da jaz kot literarna bralka moram pristati na to, da bom imela vedno nekatere stvari neodgovorjene. Vse takšno je tudi življenje, vse tudi v življenju, da dobiš odgovorov in receptov. Ampak to nelagodje, ki sem ga doživela, ga moram priznati. Moram reči, ja, na začetku sem se počutila nelagodno. In učitelji naredijo tu veliko napako, ko recimo reče učenec, me pa ta pesem sploh ne všeč, ko sem se pa zdaj tesno počutil, to pa jaz ne moram brati. Ja, pa še enkrat preberi, ali pa vem, ja, gremo naprej. Zakaj si se počutil nelagodno? Ja, prav, da si se počutil, res, se je res tako, se tudi jaz nisem znala recimo tako prebrati. Kako si se pa ti? In tako naprej. Zakaj? Ker je tukaj nekaj neznanega, ker se vsi bojimo neznano, dajmo si to priznati. Dokler recimo tu je ne spoznamo, se malo bojimo, ne? In zdaj nekateri si upajo čez to, drugi se pomakne in to so tisti bralci, ki nam uidejo. Prav tukaj se mi zdi pomembno, da ti na njih luščiš, torej in ta pomen samega branja in hkrati v bistvu luščiš vse to odstiranje, ne? Kaj zdaj mi neko delo lahko prinese, kaj mi lahko odnese in ja, do sredice mogoče ne bom prišla ali pa bo ta sredica mogoče čisto drugačna. Mislim, ne zagovarja zdaj, da je lahko vse gre, ampak da se odpirajo neke možnosti, ki niso zaprte, ne? Ki niso povsem definirane. To se mi zdi zelo pomembno. Ne? Ja, vse je v bistvu, zato pa je potrebno interpretacijo voditi po 2 stopnjah in upoštevati 4 člene. Pri branju pa tudi, recimo, se to ne pomeni, da pri vsaki interpretaciji moraš zdaj imeti sistem, pa si kljuka, aha, zdaj sem pa tole upošteval. To potem spet pridemo do modela in interpretacija ni dobro, da je narejena po modelu, ker potem vsak dan ista in je monotona. Ne? In vsako umetniško delo zahteva drugačno interpretacijo. Samo važno je, da vemo, na kaj moramo misliti, ko interpretiramo. In smo v bistvu tudi kritični in kritični. Ja, pri kritičnosti je pa tako, ne? Recimo, če imamo pred sabo, to je moje mnenje, zdaj kdorkoli drugo mnenje. Če imamo pred seboj zelo mlade bralce, oziroma manj izkušene bralce, je zelo dobro, da pustimo, da sami povejo, tudi če se nam zdi, da je čist mim ta interpretacija, ker interpretacija je pot do besedila, je spoznavanje besedila na različne načine. To ni detekcija, kjer na koncu rečemo, morilec je ta, napake so bile te pa te. Se pravi, interpretacija samo nudi možnost približevanja literarnemu besedilu. To je za nekatere zelo težko, mislim, za tiste, ki vodijo, tisti se morajo tega zavedati, ki vodijo interpretacijo. Mlajši bodo pač žrtev tega, ki vodi interpretacijo, če lahko tako rečemo. Ampak zdaj smo tukaj ravno pri tem, kako biti dober bralec, prav da si lahko dober motivatorka za branje ali pa zdaj vodja neke bralne dejavnosti, da lahko potem ti sam ali pa sama vzgajaš dobre poslušalce, ker najprej smo poslušalci literature, ne? Kaj upoštevati pri tem in kako v bistvu biti vešč že samega izbora dobre literature, seveda so tudi tukaj kurikuli ali pa recimo uredniki, ki kritikom rečejo, preberite, ocenite to v kritiškem delu, ampak kako zdaj odbrati in izbrati res dobro literaturo, kvalitetno literaturo, da se lahko v bistvu dober bralec? Ja,
Najprej je treba začeti s kanonizirano književnostjo. Se pravi, so pa bralci, ki pa lahko tudi sodobno v književnost berejo, ne da bi že prej ne vem, kaj recimo se naučili. Ne? Ker tako kot smo za glasbo različno, imamo različni posluh, jaz mislim, da vsi posluh pa imamo, ne samo nekateri imajo boljšega, nekateri slabšega, je tudi za književnost. In nekdo, ki ima malo manj posluha za književnost, mu pač treba več povedati in mu več sodelovati. Ampak če ne bereš tistih, recimo mi imamo v srednji šoli dober zbor, razen da imamo seveda premalo ženska, ne? In premalo predstavnikov drugih spolov, ne? To je problem. In recimo, če preberemo ta kanon, potem ta kanon, ampak tako poglobljeno, recimo, ne tako, kot se ga bere recimo za domače branje, ko marsikdo kar iz interneta pobere podatke, ne, ali pa se sploh nič ne poglobi, se nič ne pogovori v tej knjigi, potem mu pač ni nič ostalo, ne, če se ni nič pogovoril. In potem sledimo oziroma poskušamo dobiti informacije od seveda bralca, ki je literarni bralec. Če bomo gledali samo sezname uspešnic, ne bomo napredovali. Ali samo sezname založb. Založba bo jasno dajala samo svoje knjige. Ne. Seveda se razume, ker se bori za bralce in za denar. Ne. Tako da je zelo dobro, da recimo, ne vem, naši študenti so tukaj na literaturi dobijo sezname, ne. Drugače se pa zdaj, recimo, jaz dobim kar tudi kdaj kakšno, ko se takoj dobijo recimo naslovi, ne, pa me kdo vpraša, ko ga sploh ne poznam, če mu kaj svetujem za branje. In se mi zdi, nekoga, ki ga cenite, ki ga vi cenite kot literarnega bralca, tistega vprašajte. Pa vam bo povedal, če niste dobili recimo dovolj prej seznama. Ker če ne beremo vodeno, bomo zdaj zelo težko ujeli pravo nit, zato ker je megalomanska produkcija. Tukaj se začne torej res vrednotenje. Kako biti v bistvu pošteni pri vrednotenju? Danes imamo knjige, ki so nagrajene, ki imajo v sebi dosti trivializacije, zelo pošteno se lotevaš in kritično presojaš predvsem nagrado pesnik, ne? In nekatere odločitve, ki res mogoče niso preveč tehtne in zrele. Pomembno mi je tudi, kako v opombah v bistvu znaš zelo sočno povedati, kaj misliš. Torej, kaj ima danes vrednotenje in kritika in potem sam sistem nagrad, recimo na primeru pesnik? Ja, če gremo nazaj postmodernizem. Postmodernizmu je bilo modno, da si rekel, da so vse knjige dobre in vsi znamo pisati in vsi znamo biti vrhunski športniki in tako naprej. Bla, bla, bla. To je lažni egalitarizem, ne znamo vsi vsega. In zakaj bi tudi morali znati vsi vsega? Vsi vse. Ne? Torej, smo bolj nadarjeni za eno stvar, nekateri so bolj nadarjeni za drugo stvar. In takrat se je tudi uveljavila, jaz sem takrat ravno pisala doktorat, ne? In so mi še nekateri rekli, ja pa ti boš vrednotila, ko boš pisala doktorat. Kaj bom pa delala? A bom vzela iz ceste 30 romanov in jih bom dala noter, recimo. Seveda bom vrednotila, bom pa napisala, kateri so tisti kriteriji. Ne? Če to vrednotiš, moraš pa seveda povedati, po kateri kriteriji si vrednotil. Ne? Da nisi samo po osebnih, če ti je bilo všeč ali ti ni bilo všeč. Ne? Se pravi, kriterije priznati, to pa pomeni, da moraš kar nekaj znati. Kar pa, nažalost, veliko članov žirije ne obvlada, niti noče obvladati, zato ker je najlažje reči, ja ne, ta knjiga mi pa ni bila všeč, ker ni bila razumljiva, in seveda daš potem knjigo svojega prijatelja, ki pa je bila razumljiva, ne? In tako, ne? Hitro rečeš, ja, kateri so pa kriteriji, a za književnost bi bili pa kriteriji. Poslušajte, vse posod so kriteriji in se ne sprenevedajo, da jih ni. Če greš v vozovniku in imaš možnost posvednost, izbral najboljšega. Najbrž ne najslabšega, da ti bo porušil vso zobovje, ne? Če imaš srčnega kirurga, se boš odločil za najboljšega srčnega kirurga, če se lahko. Če imaš pa knjige, zakaj bi se pa za najslabše knjige odločil? Pa bral vse skozi uspešnice, to je hitra hrana. To pomeni, da celo življenje ješ hamburgerje. Jejte 2 meseca hamburgerje, boste videli, do kam boste prišli, so že poskusi to pokazali. Ne samo, da bomo konstantno sabo,
ampak tudi to vpliva na vaše mišljenje in na vaš življenjski stil. Ne? Tukaj se mi zdi prav pomembno to, da različni mimi, različne reklame vzkajajo danes naivnega bralca, naivno bralko, recimo vsi ti položaj knjig, pa potem knjiga te poišče sama. Mogoče so to floskule, ki v bistvu želijo prodati knjige in hkrati je to prav to vzgajanje nekega naivneža. Isto se recimo to dogaja s predstavi, ki se predstavili v nakupovalne centre in je stand-up komedija dobila priljubljenost. Zakaj se to še zmeraj dogaja? Kljub temu, da naj bi bili bolj kritični in imeli nek odpor do takih stvari. Jaz mislim, da mora biti tako imenovana trivialna književnost. Naj obstaja tako imenovana potrošniška umetnost, recimo nekateri jo imenujejo sekrecijska umetnost. To je vedno bilo. Ampak vedno je pa treba tudi paziti, da vemo in da rečemo, tole je kriminalka, ima sicer nekaj inovativnih postopkov, ampak se nikakor ne more isto vrednotiti kot nek roman, ki je poglobljeno nastajal 10 let, ki je prinesel neke inovativne poglede v slovensko književnost, ker priznajmo si, kriminalka je narejena po obrazcih. To se lahko vsak nauči. Lahko sicer v kriminalko daš recimo neke nove obrazce in recimo Maja Novak, kriminalka Cimre, je res nekaj novega in je recimo kvalitetna, ampak je samo ta v slovenskem prostoru zaenkrat, ki je res prinesla nekaj zelo, zelo pomembnega. Vse ostale so pač žanrska literatura, jaz nisem nič proti žanru, ampak recimo treba se je zavedati, kada imamo pred seboj tipični žanrski, tako imenovani potopisni roman, če gre za tipični potopisni roman, potem ga ne moremo nagraditi, če smo imeli zraven res romane, ki so pa prodrli horizont pričakovanja. Samo zato, da bomo s tem ugodili bralcem, da bomo rekli, ja, to je pa zelo berljivo delo in dajte čim prej brati, ker a veste, mi vas nismo hoteli užaliti, da bi vam dali nekaj, s čimer se boste vi trudili. To je napačno, veste, jaz, če recimo kot učiteljica, če bi dajala svojim študentom, jaz bi jim lahko dajala tudi čisto enostavno berilo in bi recimo 3 leta se učili isto lekcijo. Kaj bi se jim pokazala? Ne, da jih imam rada, da jih podcenjujem. To pomeni, da ne želim, da bi oni napredovali. Oni bi sicer prvo 2 meseca rekli, super, se mi ni treba nad glavo delati, nekaj je tle fajno, ne? Sam ležim, pa nekaj si zapisujem brez veze, ker ni treba več noč zapisovati. Ne? Ampak oni ne bi nič napredovali, oni bi ostali na isti stopnji, kar pomeni, da sem jaz tista, ki sem želela, da oni ostane. Zakaj pa se želim, da ostane? Imam največ neko korist od tega, da oni ostane na tej stopnji, nizki stopnji razvoja. To danes dela družbo oziroma tisti. Absolutno. Glejte, s kom pa lahko manipuliraš? Ne z nekom, ki je razvit, duhovno bogat, ki je, tako kot je rekel tudi Nietzsche, ki ve, kaj je notranje bogatstvo, recimo, ki se ne boji. Zdaj moraš sproducirati človeka, ki se boji. Strah je tisto, kar nas recimo drži. Če ne boš naredil tega, boš zgubil službo, če ne boš dobil tega, ne vem, te bo prijateljica zapustila in tako naprej. Strahovi so na vse. In tablete, za pomiritev. Tako. In če smo depresivni, vzamemo tableto in s tem smo rešili. Prav tukaj se mi poraja ta podoba Matjaža, torej kantavtorja Matjaža Godca v Kliniku in se mi zdi zelo fino, kako pokončen, njegova pokončna drža, virtuoznost, nadarjenost se potem slika in v bistvu zraste nad vsem tistim propadom, recimo Eve in Mitja, ki sta mlada uspešnika in ne talentirana, ampak samo željna neke slave, nekega uspeha. Ja, sej na žalost je bilo vedno tako, ne. Vedno si se moral, tisti, ki je bil pametnejši ali pa boljši od nekoga, se je vedno moral govoriti. Na žalost je tako, da ljudje imajo radi povprečne ljudi, zaradi tega, ker jih ne ogrožajo, ker večina ljudi je povprečnih in rad gleda okrog sebe same povprečne. Če se nekdo malo iz tega povprečja povzdigne ali na znanstvenem področju ali na umetniškem,
lahko tudi na športnem seveda. Tako dajmo ga po glavi, da bo iste višine kot mi. Dajmo mu nagajati, dajmo mu polena metati pod noge. Namesto, da bi rekli, super, recimo, moj kolega je pa tole naredil, ali pa recimo, tale moja kolegica, umetnica, kako je ona prodorno pesniško zbirko napisala, se to jaz niti v francoščini še nisem prebrala, v angleščini ne. Dajmo pohvaliti, dajmo to izpostaviti. To so te negativne, jaz rečem to male, tak človek je mali v svoji glavi in v srcu, je zelo negativni. V prvem delu, torej, kjer se posvečaš teoriji in celo v drugem, kjer se posvečaš maturitetnim besedilom in interpretaciji tudi pesmi, torej predstavljaš tudi romana Pivnika in neznosna lahkospivanja, to je krasen dvojček. Pa če še ostanem pri njima, kaj je z intelektualnim delom danes? Kako je cenjeno ali podcenjeno? Zdi se torej, kako se je zgodilo torej s Tomažem, da bi prisiljen v garažko, v ponavljajoče se delo. Na eni strani je Karate Kid, kjer v bistvu spodbujajo ta ročnost, kako se mora ponavljati, in na drugi, kjer je to kazen za intelektualca, za kritičnega misleca, kot je predal Kindera. Ja, jaz moram reči glede recimo svojega položaja znanstvenice, nas res čedalje bolj tiščijo v neko birokratsko lego. Vedno se nekdo najde nekje, da iznajde nov obrazec, s katerim reče, da nam bo zelo omogočil, da bomo mi toliko prej vse naredili. Preden v tisto obrazec samo reče, vse samo copy-paste narediš, ampak nikoli ni to res, ker ti crkne to, ker ti to. In zakaj bi izdelala copy-paste, ker ta obrazec meni čisto nič ne pomaga, pomaga samo tistemu, ki ga je predlagal, ker najbrž dobi eno točko za inovacijo, ker je predlagal nov obrazec. Nam nikakor nič ne pomaga. In to, veste, če ne bi jaz imela v bistvu toliko lastne energije, pač podedovane, absolutno ne bi mogla priti do svoje 5. knjige. Toliko so nas zasuli z vsemi. Jaz sem pa še recimo pedagoška delavka, se pravi, še s prodavami, še z vsemi, in ker zdaj imaš več ne nekoga, ki ti nekje pomaga pri seznamih in tako naprej. Mi smo res zasuti. Tako da res samo tisti, jaz se sploh ne čudim nekaterim, ki so obupali. Jaz jih razumem. Zaradi tega, ker se trudiš in rečeš, zdaj imam pa 3 ure časa, da bom končno pisal. Zakaj sem pa jaz naredila doktorat? Zakaj sem pa prisegel na promociji, rekla, da bom služila slovenski znanosti, če zdaj služim komu? Birokraciji. Jaz imam še 4 knjige v glavi, pa jih ne morem spraviti. In tudi, lahko me jutri avto povozi, jih ne bom spravila ven. Zaradi tega, ker se moram ukvarjati z vsemi ostalimi stvarmi. Piši poročila za to. Zakaj? Glej ankete študentov in zdaj jaz napišem poročilo o teh anketah študentov, kako so mene ocenili. Jaz. Vsak lahko klikne, kako sem bila ocenjena. Če sem bila pa slabo, in me pa že tako nekdo že prej poklical na pozornost, mislim na pogovor, zakaj sem bila slabo, pa nisem bila slabo, recimo. Ampak zakaj moram jaz to pisati poročilo spet na komu naprej? Ker to, saj samo 1 uro. Ja, 1 uro, ampak vse pogledati, potem nekaj crkne, pa nekomu pošleš tistega njega, čakaš in tako naprej. Mislim, škoda, ker jaz mislim, da veliko možganov so zelo zatrli s to birokratizacijo. Tehnokracija, se mi zdi tukaj zelo pomembno, to zapolnjevanje praznih mest tukaj mora biti, do čimer torej zdaj človeka želijo, oziroma vse nas želijo na nek način zapolniti z vsemi informacijami in potem sva zopet pri interpretaciji, pri pravi, pri vrednotenju in tukaj potem začne umanjkovati prostora za svobodo, za to, da mi lahko polnimo neka prazna mesta, neko kritiko, ki mora biti poštena, neka znanstvena poročila, ki naj bodo poštena. Kaj se tukaj torej ruši na drugi strani? Prav to, na kar se je pozorila, in prav ta zapolnjevanje oziroma dopuščanje možnosti za praznjenje teh praznih mest, ki bi jih morali imeti dopuščeno. Varoufakis to imenuje tehnološki feudalizem, se to vsi vemo. Se pravi, nek stroj in nek pripomoček je izumljen za to, da bo nam pomagal, larifari, za to, da služi
računalniška industrija in ne vem, kdo še vse zraven. Seveda določeno pomaga, ampak vsi ti pripomočki, ki so zraven na ta osnovni program, nič ne pomagajo. Zdaj pa Vreča, recimo, na katerega se tudi sklicujem v tej knjigi, meni, da se vendarle ne smemo benigno jeziti, ker to, kar sem zdaj naredila, je benigna jeza, ampak je potrebno proizvajati pomen. In jaz upam, da je ta knjiga to, da sem proizvedla nek pomen, se pravi, da sem se poskušala opreti na en način temu, z določenimi primeri, s tem, kako bi se izboljšalo recimo branje, kaj bi še lahko naredili in v šolstvu, in v znanosti, in v umetnosti. Zelo lepo si predstavila tudi recimo roman Otroštvo, ki je bil na maturi skupaj z Andrejem Kozate. Zdi se mi prav zanimivo, kako si se lotila te demitizacije otroštva, ki seveda za glavno pripovedovalko ni bilo lahko in hkrati tudi za bralca seveda ni brati takšno literaturo in v bistvu se spoprijemati zdaj, kaj je mama naredila narobe, da je tako označena. Hkrati si pa to zelo trezno razsodila, kaj se je zdaj dogajalo s protagonistko, kam jo je mama poslala, kako je mama bila boemska. Vsaka mama ima svoje standarde in želi biti najboljša mama, in potem ta podoba očeta, ki je bil svetel, ki je bil pameten, ki je bil zabaven. Ja, če bi lahko to, kar sem prej povedala, zdaj na ta roman kar prenesla. Recimo, ko začnete brati ta roman, naletite na eno težavo. Vidite, da se ločujeta, to je hitro znano, da se bosta mama in oče ločila in potem seveda tudi mi ugibamo, a bo šla zdaj dekle, punčka, a bo šla živeti v Moskvo ali bo prišla v Pariz, ker tukaj gre še za ta problem, torej ne samo, ali bo sta živela kdo bo pri komu, ampak tudi država in jezik, tudi to. In potem, kar naenkrat vidimo, ko je ta glavni lik, je zelo izgubila šolo, ravno zaradi tega, ker je šola to nadomestilo. V šoli je pa vse v redu, doma je stalno prepir, v šoli je pa vse v redu, ker je ona dobra učenka in vsi pohvalijo. In kar naenkrat se je pohvali pisava. To je fantastično narejeno. In recimo njena cirilica, ker je znala že prej tudi v cirilici pisati, zdaj pač mora biti latinica, še to. Ampak ona je znala v latinici pisati. In kar naenkrat se pohvali učiteljica, kaj pa zdaj to, ker ona bila ena zelo najboljših učenk. In to je za nas težava. Tudi mi recimo si rečemo, kako pa to tako marljiva, vzorna učenka in začnemo razmišljati. In to je tisto mesto, kjer mi lahko tudi roman zapremo in se vprašamo, ali sem jaz mogoče kaj spregledal. Prejš malo nazaj po listu še, a je bila kakšna informacija, ki jaz nisem dobil. Ko sme se pa njen pisava pokvarila, ker mi še prej nismo dobili toliko informacij, da je res tako huda situacija med očetom in mamo. Tako je bilo malo, mama je bilo malo slabe volje, oče ima slabe volje, še ne vemo, da bo res tako resno. Ampak potem to razrešimo. Vidimo, da se je njej pač to pokvarilo, ker kot otrok zelo, zelo močno reagira na to, da ne ve niti v kateri državi bo, niti pri kom bo, niti kako bo pisala, kako bo zdaj govorila, čeprav je dvojezična. Ampak to razrešimo. Na koncu pa še vedno ne razrešimo, kakšna je podoba mame. To se mi zdi pa genialno izpeljano. Kajti mama ima tudi pravico, da se odloči, da bo živela tako, kot si sama želi. In če je hči pri očetu, ni to nič narobe, zaradi tega, ker je mama to tudi utemeljila, tudi oče je to sprejel, so se dogovorili. Ampak, a je zdaj hči, a je mama vseeno bila preveč hladna, ker iz enih opisov malo dobimo sugestije. Ali je zdaj hči to predelala, zato ker ne upa priznati, da je imela mama, ki se res ni za njo nič zanimala, ker je potem imela ljubimce in tako naprej. In se mi zdi zelo bistveno, kako angleška govornanta v angleščini pove, nič torej, ne francoščina, ne ruščina, reče, tvoja mama je bila pa res. Zdaj pa ne vem, ali je recimo imela mama
slab odnos s to guvernanto, da se ta guvernantik je zamerila, ali dejansko mama, čeprav je bila ločena, vseeno ni vse tiste naloge recimo upravila, da bi takrat, ko bi prišla, bila zelo topla, pa bi takrat se recimo zelo posvetila. Ne dobimo in to se mi zdi odlično. To je ta nerazrešljivost, ki jo v bistvu prazno mesto, in Garvin je govoril o mestu nedoločenosti o praznih mestih, in danes se govori recimo o vrzelih. Se pravi, v knjigi moramo imeti nekaj, česar nismo razrešili. Zakaj se jaz še vedno ukvarjam s to podobo mame? Zato, ker mi ni nihče jasno tam povedal, ne, mama je pa res naredila to pa to napako. In to je tisto, kar je bistveno. Naše knjige, zdaj sodobne, se pa zelo bojijo, da bralci ne bi kaj razumeli, že na začetku vse pojasni, v sredini vse pojasni, na koncu pa še tako, veste, kot v ameriških filmih. No, in potem sem se poročila in srečno živela 10 let. Se pravi, jaz temu rečem podcenjevanje bralca. Vi si sploh ne predstavljate, kako so eni bralci odprti in hitri. Jaz sem že vodila literarne delavnice, nekdo, ki je bil popolnoma neizobražen, je tako dobro razumel in tako dobro je razložil. Sicer ne s termini, vse ni treba razlagati z literarnovednimi termini, ampak je dobro rekel, tole pa vrh, tukaj se pa recimo literarni lik najbolj ukvarja sam s seboj. Kaj bo pa zdaj naredil? To pa je mene najbolj vrlo recimo z ravnotežjem. To pa jaz res zdaj bi se rad pogovoril o tem recimo. Se pravi, jaz predlagam, da se ne podcenjuje bralcev. In razumem pa to tehniko, ki jo oziroma razumem. Jo ne razumem, ampak poskušam se vživeti v založbe, ki nagovarjajo pisateljice k temu, da ne pišejo čim bolj razumljivo, da bo to berljivo, da se bo potem to čim bolj prodajalo. In da ne bo preveč šokantno, preveč nož, ne? Bog ne daj, da bo zdaj slučajno se kdo kaj zdrzno, ko bo prebral. Ampak, a veste, Kafka in Barth rečeta, Kafka je rekel, knjiga mora biti sekira za zaledenelo morje v meni. Barth je pa rekel, knjiga mora biti vedno drugačna od mene. Če je knjiga taka, kot sem jaz, recimo, ima valovite lase, je profesorica na slovenistiki, kaj če mesto knjigo? Samo vidim sama sebe lahko vidim v ogledalu. Jaz hočem imeti knjigo, ki je drugačna od mene, ki mi nekaj pove, ki me zablokira, lahko da tudi 3 dni ne bom šla naprej brati, a sem toliko jezna, ki se reče, kako lahko ta lik toliko ideološko obremenjen pa. Ampak je drugačna in bom šla naprej brati, da bom videla, zakaj je to, recimo, se zgodilo s tem. Ki razbije, ki pusti dvomiti, spraševati. Ja, knjiga, ki je vprašanje, ne odgovor. Ja. Najlepša hvala. Hvala tebi. Ja, hvala vam za obisk. Ker nekaj vprašanj še ostavam. Jaz bi se to ni rada še tu zdaj zahvalila, tudi če ne bom mogoče potem na kameri res za odlično sodelovanje, ki mi ga je ponudila na založbi Litera, bila je urednica in tudi jezikovno je pregledala, tako da sem zelo vesela, da je ta knjiga. Hvala tebi. Hvala tebi.